Ok. Aha. Kje smo že, kvaj je danes? Ja. Danes je dan republike. In stari se seča. Ne, ni to. Danes ni dan republike. Ne. Kadar je dan republike, je tudi dan brisače in takrat jo imamo. Ne, ni res. Kaj je dan republike, šit, dan mladosti. To si ga pokopal. Tak feler. Zdaj ga pokopal, zdaj pa ven. Ven pa kaznuj se. Zdaj, ko pridem dam, si bom z ta veliko knjigo od Tita ene 4 naložil po krtu. Tole pa ni bilo uno ilustrirano, ne, uno, ki so slike. A imamo ilustrirano? Ne ilustrirano, uno, ki so ta velike slike. To počnem reči. Čas vidim, smo prta starih, če še kje to. Kaj je to? Ja, a veš, ko vem, da so bile neke te stare knjige, te, ki so častile Tita. Ja. Tega ni več. Pa ne vem, če so še tam. Misliš, da ni več? Ne, pa valjda so nekje. Na kakšnem teh... Jaz se prav spomnim, kaj je bila cela polička. Ogromnih je bilo tega. Saj 30 centi je bilo teh knjig. Pa so tudi pri nas zginile. Pri starem fotru. Mi jih nismo imeli, pri star fotru jih je imel pa mnogo. Kakšne, ki so zanimive knjige. Po mojem to bilo zanimivo, tako malo pogledati. Za nazaj grede. No, ampak zdaj pa ne bomo govorili o tem predsedniku, ampak o enem drugem predsedniku. Torej, gospod pa, ne, kaj? Ne, pa. Ne, šala. Ja, ok. A če bomo pičiti, zdaj je pa ratala. Zdaj, če tako rečeš, mi ni. Zdravo! Opravičujemo se za vse nevšečnosti, je podcast o kultni knjigi z napisom Samo brez panike na platnicah, ki so jo preden je Douglas Adamson napisal radijsko igro, knjigo in še kaj, poznali le redki prebivalci tega malega modro-zelenega planeta. Štoparca. Vsak dan beremo Aljo, Peli, ne vsak teden. Ne vsak dan. Ja, le lahko vsak dan bereš. On ga vsak dan bere. Zase govori. In se že naprej upravičujemo za vse nevšečnosti, ki morda lahko nastale v poslušanju tega podcasta. Vsako epizodo obdelamo eno poglavje in smo zato veseli. Jaz sem hotel primerjati freestyle, zato tega sem dal en dan. Ja, sej vem, da poslušalce bi samo rad opomnil, da vse kadar in poslušalke, ja, da vse kaskaderske vložke posnamemo sami, tako da res se opravičujemo za vse nevšečnosti. Obdelamo eno poglavje in smo zato veseli, da ta čas preživiš z nami, bereš z nami ali pa v poslušanju se spominjaš, kako v celoti izjemna knjiga je ta Štoparski vodnik po galaksiji. A veš? To je bilo, oprosti, samo hočem reči, da je bilo to res doživeto. Samo to sem hotel reči. Absolutno je. In glika je bilo to doživeto, jaz se vsakič spomnim, da je res izjemna knjiga. Ne? Ja, je. Mislim, poleg tega smo pa že čez polovico prve knjige, ne? In to že krepko čas. Ja, po mojem smo Laufamo, ali kaj? 16. poglavje se konča na strani 88, vse skupaj pa strani 150. V originalni izdaji tehnične založbe. Ne? Seveda. Ker založba Pivec še ni poslala svojih izvodov. Ne vem, zakaj ne. Kaj čakate? A smo pozabili napisati naslov, kam lahko pošljajo? Brnčičeva 41G. Za opravičujemo se za vse nevšečnosti. Bojo najdel, ni panike. No. Gospa Pivec, založba Pivec, prosim. Lapsus, se upravičujem, ni bilo. Okay. V prejšnji epizodi smo spet ugotovili, da lahko v eni strani knjige govorimo nekje med pol ure pa uro, odvisen, kako bo to zmontiran, bomo videli. Ampak bilo je dolg in bilo je zabaven. Nam je bilo v redu. Zdaj pa, koliko je bilo pa vam v redu, boste pa povedali. Lepo vejte, hočemo slišati vse vzklike radosti in vzklike gneva in besa. Veste, pa sem vam povedal, da je nekdo nam je dal... To vama nisem pozabil povedati. Ne.
Zgodila se je ena anomalija v glasovanju na Apple Podcasts. Okay. Nekdo je dal 2 zvezdici in jih je polni volku. Ja. Zdaj jih ni več, zdaj smo še zmeraj na 10 ocen, 5 zvezdic. Vzamem nazaj, pujebem ti. Ja, vzamem nazaj. Ampak, lahko nam pošlješ, dragi poslušalec oziroma poslušalka, lahko nam pošlješ mail, oziroma tako, kot smo rekli, ocen s 5 zvezdicam, pa napiš recenzijo, da bomo vedeli, kaj je narobe. Tako. Boljš to. Povej nam. Razen, sem imel pa še eno idejo, ne. Ful bi bilo dobro, če bi mi oceno ne 5, ampak 4,2. Zakaj že? Ja, kar 42. To bo Sihor. En mi je na kablu stavil, ne vem kdo. Čeprav ne, 5 je boljš, ne zaradi algoritmov, vse ne zaradi nas. Mi bi imeli 4,2, ampak zaradi algoritmov in po mojem boljš, da imamo na 5,0. Ne, imamo tudi recenzijo, še to. Recenzija je res kratka. Naslov recenzije je Tunnel. Pol je 5 zvezdic in pol je napisal I like. To je pa Bobo DMC. A vidiš, da je bilo eno, ta Orban mu je bil simpatičen, niso bili vsi razočarani. Sam mi dal Tunnel, vredno vprašaj. Ne, sam I like klicaj. Bobo DMC. No, Bobo, hvala. Hvala, Bobo. Ja, no, sam ta za 1 zvezdico. Mogoče bi pa to unke dal prej 2, da se zdaj... popravil ceno. Popravil eno. Je vzel nazaj 2, pa je eno dal. Ja, hvala. Tudi 1 zvezdica je v redu. Boš kambena. Mislim, ne se pove, no. Jaz hočem, daš 1, spoštujem to. Sam recenzijo napiš. Sam povej, lahko tudi Tunnel klicaj oziroma vprašaj oziroma neki, karkoli, daj neki od sebe. Če daš 1 zvezdico, moraš povedati zakaj. Kaj me zanima? Ja, to je res. Mene tudi zanima. Ker hočem vedeti, kje ga svernemo. A kje smo falili? Ja. Kaj? Vse smo ugotovili, že na drevu. To je res. Ja. To je res. Aha, zdaj smo pa opozorilo za kvarnik, ta pravca je užgal. Tako da, saj enkrat. Opozorilo za kvarnik. A gremo na 16. Piči, Miško. Dobar je. Arturja je nekdo zbudil. Mislim, Bogi revaš potem, kot smo rekli, zemljo razstelijo, v ogoni poezijo, v vesolju skoraj umreta z unim drugim modelom, ki mu je ime Ford Prefect. In po nekem neverjetnem čudem naključju prestaneta na ladji na neverjetnosti pogon, končno spi in pol ga zbudi glasen prepir na mostu. Ne. Tako. In kaj se zgodi? Ta družinski prepir je bil. Si sem rekel, Harjul se zgodi. Ja, Harjul se zgodi, ja. Točno to, ja. Ko smo predprejšnji ugotovili, da se vsi poznajo in se zdaj kregajo. Ja. To, kar je Aljo rekel, v predprejšnji epizodi smo ugotovili, da je v bistvu tale vesoljska saga en Harjul. Ja, tako da... Shout-out to Harjul, očitno, ne? Ja. Harjul bomo radi. Što pa lahko shout-out-ovo? Ja. Zdaj se moramo pravičiti. Komu? Harjulu? Ne, enkrat smo bili na enem žuru nad Harjulom in en model je imel belo češnjo, ki me glihar obrodila z jercem, so pa je skrunila. Kaj to pomeni skrunila? Mislim, od debate s tvojim onejem po salonitkah me zanima, kaj pomeni. Kaj pomeni skruniti belo češnjo? Zdaj me zanima. Ne imam una ovca, nič ne laže, tam je v kotu. Rekel je bela češnja, različ je bilo ovci, bi bela češnja. Mrzel je bilo. Zdaj se malo že bolj bojim. Mrzel je bilo v koči. Jaz naslednjič ne morem. Ne, poslušaj, to je varni prostor. Opeli povedal zdaj kaj? Jo je mrzel. Moram reči, da osebnost Maliganov je bila bistveno večja, kot ponovadi, pa že ponovadi je veliko. Kdo bi si mislil, ja. Ampak mislim, da ne spomnim se točno, to je še ta udarc.
A je Bela Čišna rekla, da lahko, mislim... Ne, mislim, da je privolila. Ne, privolila vsekakor ni, ampak mislim, da je tudi padla in je šla na ogenj. Kva? Meni se zdi, da spomnim se. Jaz nisem bil kriv, Zihar je bil kriv. Okay. Kaj z tega ne bi naredil Beli Čišni, ko vem, da je 7 let rab, pa prvič je cvetela uno pomlad. Tako da... No, v glavnem, kje smo ostali? Ja, sej. Mogoče šli raj nazaj na knjigo. Ja, na knjigo, kje smo ostali? Nazaj na knjigo, ja. V glavnem, da so se kregali, Hrjulci so se kregali. Magrete je bajka, pravljica, pa ne te neke stvari, ja. Ja. In, ne, pazi to. Margete je bajka, pravljica, ki jo starši pripovedujejo otrokom, če bi jih radi spravili, me tako ne miste. Ford v bistvu ne verjame, da planet obstaja. Ne. Ford ima kot, ne, to je mit. To ni, tega ni bilo, to je samo govorijo. Kako smo prejšnjič rekli, ne? To je vesoljska Atlantida. Ne? Ja. Ja. In vsi so sicer nekako imeli v pogovorno je bilo to, da to obstaja, ne? Ampak dejansko pa noben ni verjel tega. Ne? Ja, razen ena od Zaphodovih glav. Ja. Ali pa obe, to ne vemo. Zaphod je, kogar vem, je pa kar prepričan, da to je to. Mislim, kaj oni zdaj so na poti do Magrateja. Ja, to je bil plan, ne? To je bil plan, ne? Striljen sta zračunala, oziroma... Ne vem, če sta... Ne, Zaphod je rekel, da to so koordinate. Ja, jaz v nobenem trenutku ne vem, mislim, kdo se je odločil, mislim, da se je Zaphod, to je to. Ja, Zaphod se je zikr. Zaphod je rekel, to je to. Ja. No, in v glavnem, Ford še zmerno verjame, ne? Artur je pa zmeden, ko sam satan. Mislim, Artur, Bogu sploh ne ve, zakaj se gre, ne? Ja. Ampak vmes vskoč računalnik. Seveda, Edi. Še zmerni Edi. Še zmeraj samo računalnik. Ne, zdaj pa Edi. Ni. Zdravo. Tu je Edi, vaš ladijski računalnik. Končno, evo ga Edi. Blazno dobro se počutim. Edi pride tukaj, evo ga. Res mu dogaja. Ja, Edi je kul. Ja, evo ga, končno. A ben ga ne maram, ampak Edi je kul. Mene je Edi kul. On tudi nam računa, koliko imamo teh mednarodnih poslušalcev. Nekih je bilo z Katarja, sem videl. A res? Ja. Ne, nekaj. Čakaj, koliko si že zanč na računu? 25 držav. Mislim, koliko si že zračunal? Koliko je Edi zračunal? Worldwide, bitches. Ja, ok. Sam še mal pa 200. Mislim, s takimi strokovnjaki. Ja, to Magreteja. New Scientist, ali kvaži. Ja, kle smo neki. Ja. Zažgi. A veš, to smo bili v prejšnji epizodi. Ja. Zažgi New Scientist. Ja. Ne zažgati, prosim, ne. Ne. Bodite pametni. Lej, veš kaj, pri znanosti, najboljša stvar pri znanosti je to, da se tudi zmotijo, ne? Ja, ampak pol da pol pridejo do konsenza in pol to vsaj za neki cajtov balane. Ja, mislim, znanost je to, da z poskusi ugotoviš, kaj je res in kaj ne. Oziroma preveriš. In to je znanost. Ja. Tu, če nek statement postaviš, pol to z različnimi viri preveriš, a je to res. Tako da to je to. Zato bomo radi znanost. In pol, če ti ni všeč, zavržeš to. Ja, ne smeš. To je pa Facebook. Ja, to je pa Facebook. Ali pa Trump, ali pa... Če ste brali zanč našega podpornika Primoža, ki se je zelo spotaknil Marka Potrča, je pač rekel, da izjemne trditve zahtevajo izjemne dokaze. In ne moreš zdaj to z enim člankom na Facebooku pač ovršti vsega tistega, kar ti vsi znanstveniki tega sveta govorijo, da ti pa si 6 vrstic na Facebooku napisal in zdaj pa to. Še posebej ti Facebook/Google znanstveniki delam zdaj v zelo velike air quote. Tako da, veš, mislim... Ja, ne, zdaj so influencerji, so tisti, ki oblikujejo javno mnenje, ne, in ne... Vse v slikco si videl, ne, da v 60 letih je, ne vem, vodilni znanstvenik oblikoval javno mnenje, ne, danes ga pa Karin z interneta. Ne. Ja. Ker je prebrala neki.
Ne, lejte, Ja, ti si že- ti si- vse poslušalci veste, da nikoli ne morete nobenega z argumenti prepričati, da nima prav. Ja, To ne gre. Ne. Še posebej prepričane. Ali je to dejstvo? To je ali to dejstvo. Še Ne posebej moreš prepričane. nikogar prepričati. Ne, pa unika so prepričani, pa sploh ne, ker oni pa vejo. Kot je rekel moj mrzo stric Dobovca, lega mat, kurva me nož prepričal. Ja. No, Evo, evo, to je a to. imamo. Pa smo. To je povprečni zemljan, Ja. tale stric. Sam Ford ni bil z zemlje, Ford je bil z Betelgeze. 7 ali 5, koliko smo že ugotovili. Ja, Ne? dolg cajt živel na zemlji. Ne? Ja. To je neki vzorci se zikar In ponavljajo. on ne zaupa računalniku, niti kukar je za črnega za nohtom, ne, in ne verjame, da obstaja. Čeprav mu ta je planet. računalnik pripravljen postrešti Z lahkoto in večkrat. s podatkom, koliko ima on črnega za nohtom. Se pravi, z lahkoto in večkrat ti gre. Lahko mu tudi zračuna osebne težave na 10 mest, če Ja. ti pomaga. Fak, Dober Edi, Edi je dober. Ta Edi Edi bi bil kul. danes iskan Ja. računalnik. Ali pa bi ga S tem zažgal. izračunavanjem osebnostnih težav bi bil, po mojem, Lej, ali ga- vreden vsaj 100 evrov na uro. Ali bi ga pa zažgal, ker je pač preveč. Najbrž bi ga zažgal, ali bi se mu pa skuril procesor, ki bi prišel do kakšnega predsednika, ki bo več osebnostnih težav, kot vsi skupaj. Lej. No, lej. Ni tega denara, da bi se ga da. Za predsednike je to sam reality show. Ja, no, v glavnem, pol zapkot po pizdi in Edi, zdravo, zapri in pokaži planet. Ne, in potem se zaslon. Ja, začne se, poleg tega, da so oni ne, so še ne, na ja, temni ne. strani, so še Na na temni temni strani strani so že, planeta. ja. Ne? In lih takrat se začne dvigati. Ne? Dark Side of the Planet. Ne. Tako, takrat se začne dvigati obzorje, oziroma sonce, oziroma dva sonca. Dve sonci, Dve sonci, pardon, ja. Sonci, Sorry, ja. Dime. Pri nas je bil Dime Makedonski. Ja, ki je znal To ni- dvojino, dobro. Ja, je se zmeri Tudi popravljal. reden poslušalec. A res? Ja, Shout out to Dime. Šauto tudi ime in zanč mi je poslal sliko, ki so sosedje njegovi se selili in so postili par knjig. Vzam, če hočeš, in en od njih je bil The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Ne se hecati. including Young Zephyr Plays It Safe. Da, Všeč so mi sosedje. ja, no, ampak on je Kašen sosed je to? sosed jo je pustil v nemar. Kaj? Ja. Ja, se To je to. to. To To je je v bistvu- zapustil, to je tako. Pardon, nisem mi všeč sosedje. Ja, sem hotel saj, reči. ja. Všeč so mi zaradi izbire, ampak pol pa da to pustiš. Ja. Kako to lahko to pustiš? V glavnem, Ja, brez veze. kot sem rekel, shout out to Dime. Ja, v glavnem dve sonci. Ne? Dve sonci, tako. Dve sonci, ne. Kako že imena sta zelo. Ja, ne, najprej bil, da je bil zanosen trenutek. Ne. Ja, ja, je saj bil to. ne, Zanosen trenutek. zanosen. Tudi najbolj izkušen zvezdni potepuh si ne more kaj, da bi ga ne spreletel srh ob veličastni predstavi sončnega vzhoda, kot ga je videti iz vesolja, vzhod dvojnega sonca pa je sploh eno od čudes galaksije. Tako da, To je bil Peljev citat. Ja, od zdaj naprej nočemo vaših, ne hočemo, ampak Ne, nočemo, ne boš, in tudi ne bomo, če ga te poslali, ga ne bomo predvajali. To je zdaj ta reverzna psihologija. ali kaj? Če poveš, to naštela. You Moraš broke it. vse pokvariti. You broke it. A si že kdaj v tipku Google? You gonna break it. Hm? Ja, Google se pokvarpa. Ja, če tipkaš Google, crkva. Ne, res. Ja, Ni heca. to je. V glavnem, ampak, a veš, v bistvu so bili on the dark side of the, ne of the movement, ampak of the planet. Ja, Kakor- oni so lih, jaz to vidim, to je Michael Bay moment. Jaz tiska, jaz ke se slišim pele- musko, Pink ke se- Floyd je stari. To itak. Ja, itak, ja. Muska in se gor pele, in tako. In pol je itak, ne, skratka. Ja, 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 predstavljajte super, se, ja. predstavljajte se. Plameni zore, stari. a Ja, veš, se to, a veš, pizda, ja. plemeni zora, a veš, Ja. eksplozije so bile, mislim. Ja, to hudo. Soulianis. Wow. Ja, In Ram. ja. Strokovnjak za imena, Ja, ali ja, ne, to ja, ne, ja, ne, ja. nekdo vlad, Soulianis in Soulianis Ram. in Ram. Ja, ja. To Čeprav, sta pa ti. Ali karkoli že sta, prijel Ford. čeprav ga je Ford ga je, ja, malo ga Ja, je, ja. malo ga te, come on, resno? In pol, Resno? in pol zapko čekat, Soulianis in Ram. A veš kaj? Ja, pa vem, Malo, vem, halo, Ne se ne, jebat, malo, ja. ne. A veš, to pa res rad videl, ne.
A mislim, da je bil To shoutout nisem na... nikoli videl. A mislim, da je bil shoutout na Star Wars? Absolutno, sigurno, valjda. Sam ni bilo iz vesolja, ne. V Star Warsih je bilo iz. Na Tatooinu je. Iz Tatooina, ne. Ni bilo nikoli kadra iz vesolja. Uskajajočega, mislim, jutranje zarje, dvojne. Tako, dvojne jutranje zarje. Ja. Je tam, je v bistvu, imaš tegale, ker sonce dol pade. Večerna zarja. Lahko rečeš večerna zarja. Možgane dela več, se oprečujem. No ja, to je bilo, vzhoda pa ni bilo. To, še posebej pa ne iz perspektive vesoljske ladje, ki se pripelje v zadnji. A ni bil v epizodi 4 vzhod? Ne, vse. Res je, ja. Ne, ankoli, mislim, skratka, ankoli ni iz perspektive na iz vesolja. Iz orbite. Ja. Iz orbite. Ja, tako, ja, to pa res, ja. V glavnem, fascinantno reči. Čudovit je mogel biti. Fascinantno reči. Njihov Facebook pa Instagram bi verjetno pregorela, ne? Če bi vsa ta sonca slika. Ne, bom to rekel. Dead Star PR Twitter je za spremljati, če smo že pri tem. Okay. A Maja? Dead Star PR je super. Dead Star PR Dead Star PR je smešen. Mislim. Si predstavljam, če bi bili oni zdaj v tem času. Ja. Pa da bi stari, daj sliki. Noben se ne bi kregel, kako je bil enemu ali pa drugemu sonce. Samo si mi slika. Sliki. Pa kaj še mi dol padel iz kje. Še Artur ne bi razmišljal o fucking čaju, ampak bi slikal. Fucking, nima, ja. Alda. Along dam Facebook live. Daj na Instagram live. Dajmo je to si live, stari pa slikamo, pa snemamo. To bi sedlo, vse bi sedlo. Nekaj je bilo pa tukaj. Kaj influencerji šamara. Ja. Večni. Ja, ampak v bistvu, veš kaj naštekam, zakaj Ford misli, da je v bistvu ta planet bajka, ne? To je tako, kot ti misliš, da ti ne bojo čipa ugradili, zdaj, ko te jo cepe. Pa zdaj smo že ugotovili, da... Ne, ti zdaj misliš, da ti ga ne bojo, ne? Ti si zdaj kao kul, ne? Mislim, lej, ne? Tam so oni idioti, ki mislijo... Kao pa ful v redu, ja. Ja, ti misliš, ne, to oni cepci tam mislijo, da jim bojo čip ugradili, ne? Ja. No, tako Ford razmišlja, ne? Ja. Ne, a veš, on je slišal to zgodbice, gar dol, levo, desno, ampak lej, to ni. Ne verjamem, jaz te zgodbam. Ne verjamem. Scary stories, veš. Ja, pa tudi on je rekel, to je mrtev planet, ne. On skozi govori, to je mrtev neki. Pa jaz mislim, da on misli, da sploh to ni obstajalo. Ja, v štartu itak, ja. V štartu misli, da je to res ena čista navlekane. Ja, verjetno. Ne, pa se v štartu je mislil, ne sam pol. Ne, nikoli ne reče, on skozi da neki, tega ni, ne. To je bajka, to je fake. Ja, sam pol, ko ga vidi, ga vidi. Pol, ko ga vidi. A veš, on vidi en planet, ki ne veš, kva je, ne. Planet, ki jih je meljal že reče, ne, da je nek tak brezvezen, ne. Ja, mrtev planet, to ni, tudi če je bilo kaj novno zgodili se, ne. In pomu Zapkot reče, ne, da so oni pobasali večino bogatstva in da oni si lahko prvoščijo tudi za nikaren vides. Veš, to je tako, kad si kupaš une strgane kavbojke, pa veš, homeless look za 60 evrov. Ma kak je 60? Za 600 pizza. A še to? Ja, le odvisno, koliko delaš greš. Po narobnih trgovinah hodiš zgleda. Ali jo zna. To je bilo, to dejstvo. No, ok, dobro. No, ja, v glavnem, Artur je pa ni nič jasen, ne. Ja, Artur ne ve, za te, mislim, kot zemljano kva. In pol je to, a veš, in pol Trilin vpraša, ne, in pol pove sam, da to, kar je povedal Zapkot, ne, in da očitno je Magreteja nekakšna starodavna legenda in da je neki tazga kot Atlantida na zemlji. Ja. Aha, leba je, da so nam Magreteji izdelovali planete. In Artur je to spogane, nič je trzne, hladen ko špricer, ne, in kaj piše avtor, Mežikaje se je oziral po zaslonih in začutil, da mu manjka nekaj bistvenega. In na lepem se je spomnil, kaj.
Imate na tej ladji kaj čaja? Ale je pa le angliš. Ja, ne, je pa le angliš. Raven čaj. Pa ura gre najbrž prkepet. Tako. Kar je pa zanimivo, da veš, Douglas se je res potrudil, da je naredil en lik tipičnega Angleža zgubljenega v vesolju. To mi je res ratal. Mislim, med drugim. Poprečnega Angleža. Stereotipenega Angleža. Ne poprečnega, stereotipenega. Ja. In potem mi na koncu ugotovimo, da je planet de facto Magratea. In je zelo star planet, očitno. In je zelo star planet. Ja. To se Artur, nisem Ford pa Zapad, da še zmeraj kregate, zakaj sploh. In Trillian sploh ni všeč ta planet, zakaj ne vemo čist, ne. Ampak. In pa pride smrtonosni napad, mislim, še ne vemo, ampak ne. Pride the deadly missile attack. Ja. Tleful nekih lepih stvari še noter. Ja, stres in živčna napetost sta v večini galaktičnih območij že resna družbena problema. In da ne bi položaje še poslabšali, bomo vnaprej razkrili določena dejstva. Ja. In pol so te smrtonosni izstrelki. Ja. Tako. Ja. In tukaj vemo, da. Zdaj bi mogli s tem poslušalcem postreči, da ne bojo v napetosti. Da ne bo pa že kakšne dodatne obremenitve poleg COVID-a še. Ja, pa hujših posledic pa to. Zdravstveno blagajno. So kiti, pa so petunije. Tako da to je to. Ja, ne. Ja. 3 kavne skodelice. Tudi to se razbijajo. Miša kletka, čisto nepomembne stvari. Nekdo si mal oddrgne. Ja, kaže nadlakt. Ja, tako. Nadlakt je pod pludbo, ampak to dejstvo pa lahko mirno stane element napetosti, saj nima prav nikakršnega pomena. Več v naslednji epizodi. Kakor je bil naslov znamenitega kratkega filma, Koza je preživela. Shoutout, ne vem, kjer je epizoda, ampak smo Kozo že imeli. Kozo smo že imeli, ja. Kozo ne spomnim, tretja, četrta. Ne, več. Je bilo več? Naj vas ne skrbi, vsi junaki preživijo, čeprav bo zelo napeto. Ali je Koza res preživela? Ali sam to sarkastični naslov, kako so se bolj pojedli? Nikoli ne bomo izvedeli. No, upajmo, da bomo. Nikoli. Še dobro, da obdelujemo koze. Mislim, filma. Ok, outro. Film sem hotel reči. Outro. Smo že konc, ali kaj? Ja, to je to. A bi povabili poslušanstvo? Pa idemo, no? Ja, idemo, no. A bi ti? Ja. Dej, povab, dej. Poslušalstvo. Drago moje poslušalstvo. Vabimo vas, da preberete citat iz 17. poglavja in mi ga bomo objavili v naslednji epizodi. Kako? Kot veste že iz prejšnjih epizod? Preprosto. Posnameš se s telefonom in nam posnetek pošleš na e-naslov opravičujemo se @žvpl.com. Kot smo že omenili, pa lahko citat posnameš tudi direktno na telefonsko tajnico, kjer pokličeš brezplačno telefonsko številko 09, ne, ni res, 0599 68 68 5 in prebereš citat. Več opcij pa seveda na hvala za vse ribe.si. Kaj se veš udera, ne? Zmer rečemo, opravičujemo se, afno.žvpl.com s šajem pa žajem. A mislim, da je tukaj problem? Mogoče, da je to problem. ZVPL je drugačne, mislim, ne žajem. Opravičujemo se. Ni šumnikov, pa vse to ve. Ja, pa se to ljudje vejo, no. Ja. To nismo 98. Tisti, ki ste si znali podcaste naložiti, verjetno obvladate tudi pošiljanje mailov, tako da ja, tukaj mislim, da ja, to če ste porezati, no. Če tukaj cokla, ne, šumnikov ni, no. Če so pa stresce problem, pa se pa opravičujemo. Če ne pa pokličite na brezplačno telefonsko številko, a ne? Če ne znate tega. Točno to. No, v glavnem lahko nas podprete, če imate, če nimate, ni panike, ampak podpirajo nas poleg pivovarne Pelicon tudi Luka, Blaž, Matej, Jure, Primož in neimenovani junak. Hvala lepa.
To je pa to. In kot vedno, smo bili z vami, Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš, ker rabo nove stole, ker slišite. Ne slišal. A zdaj pa ne slišijo, je bela cesta. Hvala za vse ribe, pikasi. A slišite zdaj? Zdaj pa, zdaj je bela, zdaj pa na ropotap, pa skozi ga slišim. Jaz ga tudi slišim. Sam ne, po mojem ne slišiš v slušalkah, veš. Ne slišim ga tako. Jaz sem ga slišal, mislim, v miksu se ga sliši samo ene dvakrat. Samo en tak. To je to. Od 15 epizod ali 16. To je to. Hvala za vse ribe. Hvala. Hvala, čau. Lepo se imejte, čau.